Dobrodošli v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili svinjski sote. In sicer pripravili ga bomo z gobicami, jurčki in pa šampinjoni in pa naredili bomo za prilogo vase špoceljne. Kaj je to vase špoceljne, ne, se boste vprašali. To so vodni žličniki. V osnovi so vodni žličniki narejeni iz, kot že samo ime pove, vodni žličniki, se pravi iz vode in moke, ampak mi bomo tukaj dodali še jajca in v drugo polovico mase bomo dodali še paradižnikov koncentrat. Lahko dodate namesto koncentrata še zelišča, lahko dodate, ne vem, drobnjak, lahko dodate špinačo in imate pol različno barvo. Torej, v štartu bomo vzeli svinjsko meso. Vzeli smo AV svinjsko meso stegno, ki smo ga narezali na, tako bom rekel, na take rezance in jih bomo na hitro opekli. V tem času, ko se bo olje segreval, bomo mi tole malo marinirali. Ne bomo pretiravali zelišča, da se ne bo zažgali, zato ker bomo potem, ko bomo kuhali, bomo dali zelišča noter v samo omako. Takole. Mariniral sem sol, poper, česen in pa mediteranska zelišča. Timijan, rožmarin. Evo, takole našo svinjino smo zdaj na hitro opekli. Jo odstavimo nazaj v krožnik. Damo kanček oljčnega olja. Damo čebulo. Tukaj lahko zdaj tudi malo kompliciramo, lahko dodajamo še različno zelenjavo. Mi se bomo vseeno malo potrudili, pa da ne bojo samo šampinjoni. Evo, bomo takole dali malo korenčka. Takole, zdaj smo še narezali korenček in sicer smo ga narezali na kockice. Takole prepražili tole čebulo. Uporabili smo zmrznjene jurčke in pa uporabljamo tele sveže šampinjone. Tole bomo zdaj prepražili. Dodali bomo svinjino. Potem bomo dodali še sveže zelišča, dodali bomo drobnjak, dodali bomo še baziliko, dodali bomo še rožmarin. V tem času, ko se bo potem to kuhali, ko bomo dodali še svinjsko meso, bomo naredili pa vodne žličnike. Okay. Zdaj smo naredili tako, da smo dodali svinjino nazaj v gobice, na hitro upečeno. Tole bomo zdaj pustili približno 15 minut, da se bo počasi dušil. Proti koncu bomo dodali še eno žličko škroba. Ne bomo dali moke, da ne bo preveč močna ta omaka, ampak da bo taka lepa bistra. In dodali bomo še potem kislo smetano na koncu. Tako tole bomo zdaj kar pustili, znižali bomo temperaturo, pa bomo lepo počasi približno 15-20 minut pustili. Naj se lepo kuhlja. Torej, tukaj smo zdaj pripravili vodo, katero bomo zavreli, v kateri bomo pač skuhali te naše vodne žličnike. Takole, mrzla voda, jajca, takole. V jajca smo umešali moko, dodali smo še vodo. Takole. Še malo moke. Najbolj pomembno pri teh vodnih žličnikih je, da jih ne mešamo predolg časa. Zato, ker v tem primeru začnemo iz moke izločati lepek in potem ratajo taki malo bolj pocasti, malo bolj trdi. Sol. Tudi če je voda slana, mora biti vodni žličniki vseeno slani. Evo, to je nekje pravilna gostota testa za vodne žličnike. V meso bomo dodali škrob. Dali bomo vodo, da bomo naredili omako. Pa jasno, še sveža zelišča. Peteršilj, drobnjak. Takole. Takole in pa svežo baziliko. Takole. Dodali bomo še poper. In to je to. In to bomo zdaj pustili, da povre. Dodali bomo še kislo smetano na koncu, kanček belega vina, pa smo zmagali. V tole polnico smo dali maslo,
In sicer na tej ponvici bomo sotirali samo še tele vodne žličnike. Tale voda je zavrela. Kako si pomagamo z vodnimi žličniki, da jih najhitreje damo v vodo? Si vzamemo eno ravno površino, vzamemo malo vode, v bistvu jo zmočimo, da je mokra. Streljamo v vodo. Torej, tako smo prej rekli, v drugo polovico mase smo dodali pa paradižnikov koncentrat. Zakaj? Namreč maso smo naredili rdeče barve. Bomo imeli v bistvu dve različne barve naših žličnikov. Da moramo biti kar hitri. Se ne bomo preveč ukvarjali, bomo imeli kar dve iste barve v eni vodi. Koliko smo obljubili. Dodali bomo še takole žlico kisle smetane. Da bomo dobili tako lepo barvo. In pa jasno bomo dodali tudi en kanček sauvignona. Pustili bomo, da bo na hitro povrel. Takole vodni žličniki so gotovi. Tukaj pa brez drobnjaka ne gre. A ni lepo? Ma kaj lepo? Dober je, dober. Zdaj samo še serviramo. Takole. Svinjski sote z vodnimi žličniki je gotov. Dober tek želim.